Hvala vsem, ki ste se odzvali današnjemu povabilu, našemu povabilu na tiskovno konferenco ob naši slavnostnem dogodku, ki ga vsako leto obeležujemo ob podelitvi odličnih naziva Odlični pekovski izdelki v letu 2015. Pozdravljeni na Gospodarski zbornici Slovenije v imenu Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. To je eno naših osrednjih dogodkov, kjer pravzaprav počastimo to, kar je najbolj pomembno na trgu, kakovost. Pekovski izdelki so eni tistih, kjer v bistvu dan za dnem, kar pri nekaj obrokih so ključno hranilo in kot tako mora biti seveda kakovostno. Ta naša saga o kakovosti se pravzaprav nadaljuje že 15 let in sem prepričana, da lahko govorimo o kakovosti slovenskih izdelkov skozi rod, ki se prenaša iz roda v rod. Kakovost ni sama po sebi umevna. Dejstvo je, da napredne tehnologije pomenijo, da morajo iti tudi peki v korak z časom. Ne glede na to, kako pridejo do svojega izdelka, pa mora biti seveda izdelek kakovosten in pa varen. Seveda za svoj proizvod rabijo kakovostno surovino, to je seveda moka. In o tej moki ste seveda slišali skozi naše razprave, ki so potekale in še bodo potekale v okviru žitne verige, kajti nenazadnje je to, da pek potrebuje za dober izdelek dobro moko, mlinar pa lahko dobro moko naredi iz dobre pšenice. In to se seveda tudi pokazalo pri naših ocenjevanjih in to je tisto sporočilo, se pravi sporočilo našega ocenjevanja je, da je kakovost moke izredno pomemben parameter za to, da dobimo odlično kakovost pekovskih izdelkov. Pekarstvo je te dni kar ena taka pomembna tema. Nenazadnje se v sami panogi dogajajo veliki premiki v lastništvu oziroma so vsaj napovedani. Skozi dogodke zadnjih mesecev, zadnjih 2 let ste pa seveda pekarstvo spoznavali tudi v obliki boja proti sivi ekonomiji in predvsem v tem smislu, da je enak konkurenčni položaj vseh igralcev na trgu izredno pomemben. To so tiste 3 ključne zadeve, ki so nekako temelj tega okolja, v katerem pekarstvo deluje. Tako da o tem bomo tudi spregovorili na današnji tiskovni konferenci, se pravi kakovost skozi naša podjetja, ki delujejo v slovenskem prostoru. En od govorcev se bo pridružil kasneje, je na poti proti Gospodarski zbornici Slovenije. Z mano sta pa gospa magistra Jana Ramuš, ki je sekretarka sekcije za pekarstvo, ki deluje v okviru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij na Gospodarski zbornici, in dr. Tomaž Požrl, ki je pa predsednik ocenjevalne komisije in prihaja iz Biotehniške fakultete, kjer je nosilec predmetov v okviru rastlinske predelave. Kasneje se nam bo pridružil še gospod Bojc, ki je pa predsednik sekcije za pekarstvo, ki deluje v okviru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, nenazadnje en ključnih nosilcev naših aktivnosti v zadnjih 2-3 letih na področju, kot omenjeno, sive ekonomije, boja proti sivi ekonomiji, potem kakovosti v žitni verigi in seveda vseh tistih parametrov, ki so pomembni, da pekarstvo deluje v konkurenčnem okolju. Pomembno se nam zdi, da vidite to ocenjevanje kakovosti skozi luč strokovnjakov, zato bi prosila kolegico Jano Ramuš, da predstavi letošnjo ocenjevanje, potek in seveda tudi podjetja, ki se bodo ponašala z znakom odlične kakovosti. Jaz bi za začetek rada pokazala nekaj podatkov, koliko je pravzaprav pekarskih podjetij. Pekarstvo je, bom rekla, ena najmočnejših branž v Sloveniji. Zdaj tukaj imamo podatek 332 družb registriranih, vendar moram povedati, da gre samo za družbe, ki imajo pekarstvo registrirano kot prvo dejavnost.
To pomeni, da če pogledamo širše, pa da vključujemo recimo obrtnike, potem ta številka pride nekako 800, bom rekla, SP-jev in pa podjetij, se pravi tisti, ki imajo dejavnost, še enkrat pekarstvo na prvem mestu. Če pa pogledamo za prvih 10 mest, se pravi, da je pekarstvo registrirano na drugem mestu ali pa na tretjem, pa ta številka pride na 1600. Potem je pa še predvsej, bom rekla, registracij vezanih na dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kjer pravzaprav ravno tako proizvajajo kruh. Se pravi, dejansko je kruh zelo pomembno živilo in ob takem številu podjetij in pa obrtnikov, pa tudi recimo kmečkih teh aktivnosti, se pravi, gre za, bom rekla, hud konkurenčni boj na trgu. Zdaj, naše poslanstvo v okviru tega ocenjevanja je pravzaprav potrjevanje odlične kakovosti pekovskih izdelkov industrijske proizvodnje. Industrijske proizvodnje, se pravi v smislu tistih, ki pravzaprav oskrbujejo trgovine po celotni Sloveniji. Ocenjevanje 2015, se pravi, je pač izvedla strani sekcije za pekarstvo potrjena komisija. To so vsi, bom rekla, strokovnjaki, ki zelo dobro poznajo kruh in pa tehnološke postopke. Predsednik te komisije je dr. Tomaž Požrl iz Biotehniške fakultete in potem še 3 člani. Dušan Brglez, ki prihaja iz podjetja Bonopan, kjer se pač ukvarjajo z, bom rekla, pekovskimi mešancami, aditivi in so zastopniki za multinacionalko Le Safre, potem gospa Jona Repe, ki se v bistvu vsa leta ukvarja z senzoriko in je delala prej na Inštitutu za varovanje zdravja, zdaj dela na Inštitutu za nutricionistiko in se, tako kot sem rekla, veliko ukvarja z senzoriko, in pa Robert Jovanovič, Vikta d.o.o., ravno tako v bistvu podjetje, ki proizvaja in pa trži, bom rekla, pekarske mešanice in pa dodatke, kvas in tako naprej. Zdaj, samo ocenjevanje smo izvedli 27. januarja, običajno je mesec prej dajemo razpis. K temu ocenjevanju so vabljeni, bom rekla, vsi tisti, ki imajo prijavljeno pekarstvo kot svojo dejavnost, ne glede na to, na katerem mestu je. No in potem vsi interesenti pač prijavijo lahko neomejeno število izdelkov. Torej prijavijo tiste izdelke, za katere želijo pravzaprav potrditi njihovo odličnost. Se pravi, prijavijo na ocenjevanje svoje najboljše izdelke, ne, tiste, za katere so pač prepričani, da so vredni pač te nagrade, tega zlatega priznanja. No in potem odlična kakovost nekako zahteva določeno število točk, možni so manjši odbitki, vendar res v bistvu samo nekatere malenkosti. Posredovanje rezultatov podjetjem smo pač izvedli 28. januarja in danes, ko bo ta slavnostna podelitev, bodo ti rezultati postali javni, torej uradni. Medtem pa moram tudi povedati, da se ta kontrola oziroma vsa podjetja, ki dobijo zlato priznanje, so dolžna tekom celega leta, ko te izdelke oglašujejo, v bistvu to kakovost tudi garantirati. Zato komisija potem konec leta ponovno vzame te izdelke naključno iz trgovskih policih, ponovno oceni in potem pač o rezultatih obvesti ta podjetja. Zdaj, prijavljenih je bilo 98 izdelkov, to je do zdaj največja številka, 91 izdelkov pa bo prejela zlato priznanje, se pravi, v bistvu je bilo 7 takih, ki pač zaradi določenih pomanjkljivosti niso pač zadostili kriterijem odlične kakovosti. Torej, danes bomo podelili 54 zlatih priznanj kruhom, 12 vrstam pekovskega peciva, 13 vrstam finega pekovskega peciva, 4 vrstam keksov, piškotov in pa 8 vrstam testenin. Zdaj, tukaj smo naredili še povzetek, pravzaprav koliko priznanj posamezna podjetja so prejela pač tekom teh 15 let. Zdaj, tukaj pač ne govorimo o najboljšem podjetju ali pa o najslabšem, ker so pač vsa priznanja enakovredna. Ta številka samo kaže v bistvu, kako intenzivno pač podjetja želijo promovirati svoje izdelke na trgu. Zdaj, na prvem mestu je skupina Žito, danes bo prejelo 22 zlatih priznanj, ima pa že 216. Potem Pekarna Grosuplja jih ima tudi že kar veliko, 72, Mlinotest 67, Pekarna Pečjak 45. Skratka, pridno jih nabirajo vsa ta leta. Mi imamo tudi posebna pravila, v katerih pač dovoljujemo oglaševanje, bom rekla, izdelkov z zlatim priznanjem za tekoče leto.
Se pravi, prejemniki letošnjih nagrad bojo oglaševali te izdelke lahko do leta 2016. Če pa oglašujejo izdelke iz prejšnjih let, morajo pa obvezno zraven navajati tudi letnico. Zato, da seveda recimo njihova žemelca dobila priznanje v letu 2013. No in mogoče še ena statistika, no, ki se kaže v kar visokih številkah, se pravi, zanimanje obstaja. Mogoče se je v zadnjem času povečalo tudi zaradi tega, ker je ta znak tudi potrošnik prepoznal in seveda s tem želijo tudi trgovci čim več izdelkov na svojih policah s tem znakom. Torej, do sedaj 43 sodelujočih podjetij, to so v glavnem večja industrijska podjetja, ocenili smo 747 izdelkov, 483 kruhov, 139 vrst pekovskega peciva, 83 vrst finega peciva, 14 keksov in 29 vrst testenin. No, tukaj bom nekako povedala, da smo se odločili, da bomo nekoliko več energije usmerili v ta segment keksov in pač skušali malo bolj upogumiti podjetja, da bojo več participirali teh izdelkov na ocenjevanje in mogoče tudi seveda sigurno dvignili tudi malo kakovost. No, to je naš znak odlične kakovosti, ki ga nosijo kruhi, pekovsko pecivo, fino pekovsko pecivo ter pa keksi in iz tega še znak izhaja, ki ga nosijo testenine. Zdaj mogoče samo še ne bom brala zdaj teh imen, no, kdo bo pač za katere izdelke bojo prejeli, ampak žito, tako kot sem rekla, 17 svojih izdelkov bo to leto oglaševalo kot z, bom rekla, odlično kakovostjo. Pekarna Vrhnika, potem kruh pecivo, Gorenjka in pa Dolenjske pekarne. To so vsi kruhi, ki se pravzaprav že vrsto let oglašujejo in so zelo poznani pri potrošnikih. Pekarna Špar, ravno tako, tudi bom rekla kar dobro zastopstvo teh njihovih, bom rekla, zvrstnih kruhov. Pekarna Postojna v zadnjem času tudi se veliko angažira pri tej promociji. Tukaj so tudi, bom rekla, inovativni z tem kruhom Probodi pa z bioovsenim kruhom v pekaču. Pekarna Piskač z testeninami, torej rezanci za juho. Pečjak v tem svojem segmentu zamrznjenega programa, se pravi izdelki iz listnatega testa, njegovi navihančki pa krosoni, se pravi rogljički, no pa tudi pravzaprav testenine. Potem imamo tukaj še enega majhnega predstavnika, ki tudi kar nekaj let že z nami sodeluje, no se pač letos odločil za pirine izdelke. Potem Mlinotest, tudi kar bom rekla cela paleta zastopana s kruhi in pa tudi z testeninami. Potem tudi Mlinotest kruh Koper s temi primorskimi izdelki, Mlinopek iz Murske Sobote s temi tipičnimi rženimi kruhi. No in potem seveda stalnica Mercator, pekarna Grosuplje z svojimi, bom rekla, zelo dobro poznanimi Malnar, Krjavelj, Sosed, Korošec in tako naprej. Tudi, bom rekla, zelo sprejemljivi pri potrošnikih. Potem Hlebček, ki nekako lansira svoje izdelke v Hofer. Potem bom rekla, nov kandidat ali pa novo podjetje, ki sodeluje letos prvič, Delikatesa Premium iz Kranja, tudi z 3 zelo zanimivimi pa tudi odličnimi izdelki. No, potem še Delacorda, ki se zelo specializira na področje piškotov oziroma pač, bom rekla, teh čajnega peciva. In potem še Miklavška pekarna, ravno tako vsako leto z nami z izdelkom 2 ali pa 3. No. Nekako naloga predsednika komisije je, da ocenjevanje vodi, nadzira in pa v tem momentu tudi predstavi sam potek ocenjevanja. Ocenjevanje pekovskih izdelkov poteka nekako takole. Zjutraj imamo najprej prevzem vzorcev, se pravi vsi sodelujoči dostavijo svoje vzorce na sedež gospodarske zbornice, kjer jih potem seveda zberemo, šifriramo, tako da nihče od komisije dejansko ne pozna, kdo je avtor vzorcev, torej vzorci so šifrirani in seveda tajni. Potem vzorce ocenimo po že utečenih sistemih, ponderiranih senzoričnih faktorjev, namreč različni dejavniki so z vidika senzorike seveda različno pomembni, zato jim pripisujemo različne faktorje pomembnosti in sicer imamo razdeljene sisteme za
ocenjevanje kruha, ocenjevanje pekovskega peciva, ocenjevanje finega pekovskega peciva in ocenjevanje drobnega oziroma čajnega pekovskega peciva. Poleg tega pa tudi sisteme za ocenjevanje testenin in polnjenih testenin. Zdaj, najpomembnejši senzorični atributi, na katere smo seveda najbolj pozorni, so naslednji. Nekako začnemo z ocenjevanjem oblike in videza, torej izgleda izdelkov. Potem druga pomembna kategorija je seveda izgled in lastnosti skorje. Nadaljujemo z izgledom sredice in lastnostmi sredice, kot so prožnost, struktura in nazadnje nekako najpomembnejši atribut vonj in okus. Kot sem že omenil, imajo različni atributi tudi različne faktorje pomembnosti, ki se nekako različno razporejajo glede na sisteme ocenjevanja za različne skupine izdelkov. Poudaril bi rad, da imamo vedno na razpolago tudi drugi vzorec, rezervni vzorec, ki ga vedno pregledamo, kadar pri prvem vzorcu naletimo na kakšno napako, tako da se prepričamo, ali je to dejansko stalnica ali je to samo morda slučaj. Poudaril bi, da nekako na koncu koledarskega leta komisija še enkrat pobere vzorce na policah trgovin in na ta način nekako zagotavlja tudi kontinuiteto pregleda oziroma kontrole nad podeljenimi priznanji, tako da je dejansko kontrola kakovosti konstantna. Morda par poudarkov z vidika sistema ocenjevanja. Tako kot sem že rekel, najprej izdelke pregledamo obliko in videz, odstopanja od klasičnih oblik. Zelo pomembno je na tem mestu poudariti, da pred začetkom ocenjevanja vsakega posameznega vzorca pregledamo deklaracijo za ta vzorec in pa seveda opis tehnologov oziroma ljudi, ki so zadolženi za pripravo teh izdelkov. Namreč le na ta način lahko izdelek tudi adekvatno ocenimo in upoštevamo recimo specifične oblike, pojavnosti in tako naprej. Se pravi, skorja, zapečenost, barva, struktura sredice oziroma izgled sredice, kjer najprej opazujemo, kakšna je luknjičavost ali je prišlo do kakšnih napak. Nato nadaljujemo s strukturnimi, teksturnimi lastnostmi, se pravi elastičnost, topnost sredice in tako naprej. In pa na koncu najpomembnejši atribut še enkrat, se pravi vonj in okus izdelka, ki ga ocenjujemo. Kot sem že uvodoma povedala, se pekarska branža nahaja v prelomnih trenutkih. Marsikaj se že takega dogaja na trgu, kar je vplivalo na posamične odločitve v podjetjih, asortimana, orientacije, trendov. Seveda je pa to samo en del zgodbe, ki prihaja s strani trgovcev. Veliko se dogaja tudi znotraj same branže in seveda kot tretji parameter že omenjeno gospodarsko okolje, v katerem se nahajamo, se pravi, kjer se soočamo z sivim trgom, kjer se soočamo z delovanjem ali pa potrebnim izboljšanjem žitne verige. Tako da mogoče še o teh zadevah iz ust našega predsednika. Vsekakor tisto, kar lahko ugotovimo, saj za zadnje nekaj let, lahko ugotovimo, da pravzaprav smo v dosti turbulentnem okolju. V zadnjih 3-4 leta pravzaprav je kupna moč slovenskega prebivalstva, kamor so tudi glavne naše pekarske organizacije bile v preteklosti so se orientirane, je ta kupna moč nenehno pač padala. Na drugi strani seveda konkurence med trgovci, kot tudi to se pravi za prihodom, to se pravi novih konkurentov, zlasti to se pravi z juga, se je pač povečevala. In kot vidite, to vsekakor ni najbolj vplivalo na samo pekarsko industrijo.
nekatere od pekarskih organizacij so v stečaju, nekatere so v likvidaciji. V tem trenutku pravzaprav potekajo pravzaprav številne privatizacije, tako rekoč tudi preostalih pekovskih organizacij, prodaja se žito, mlino testo, to se pravi se ne ve točno kako in kaj je, grosuplje se ravno tako pač prodaja. Tako da iz tega vidika je ozračje sigurno dosti turbulentno. Tisto, na kar pa seveda smo lahko ponosni kot Peki, je pa to, da navkljub temu, da pravzaprav smo delamo v takih okoliščinah, pravzaprav nismo pozabili na tistega, ki je pač glavni v tej celi naši igri, in to je pač seveda naš potrošnik, ki seveda pričakuje izvrstne, okusne, dobre pač izdelke, zdrave izdelke in seveda, ki čedalje bolj tudi verjame, to se pravi ne samo doma pridelanim, temveč tudi predelanim, to se pravi izdelkom, in iz tega vidika, to se pravi, želimo seveda to tudi naprej gojiti. To naše tradicionalno podeljevanje nagrad in ocenjevanje nagrad je tudi del tega, da potrošnika seveda opozorimo oziroma da mu pokažemo, kateri izdelki naši si pa še posebej zaslužijo, to se pravi največje kakovostne in najboljše pač ocene. Zdaj seveda druga stvar je dolgoročnost, to se pravi tega našega pekarskega biznisa tukaj. Dejstvo je, da to so v Sloveniji neke posebne strategije, kar se tega tiče ni, ker drugače bi težko govorili o tem, da se istočasno, to se pravi vsi vodilni peki pač prodajajo. Na drugi strani govorimo o žitnih verigah, seveda žitna veriga, sestavni del žitne verige je pekarstvo in zdaj seveda kam bo ta žitna veriga šla, seveda z nekimi, mogoče tudi kakšnimi drugimi lastniki, jaz ne bil preveč pesimističen, sem vsekakor seveda to odpira nova pač vprašanja. Mislim, da seveda ključno pa je, kakorkoli, naš potrošnik, izvrstna kvaliteta naših izdelkov. Moram reči, da vse več nas dokazuje, da pravzaprav smo izvrstni peki, ne samo v slovenskem merilu, temveč tudi v drugih merilih. Očitno to se pravi to, da smo nekako med nekimi različnimi civilizacijami, mediteransko, to severno-germansko in južno nam daje pač možnost, da se izrazito lahko prilagajamo, to se pravi z proizvodnjo naših kruhov, vsem okusom. Tako da s ponosom lahko rečem, da vse več nas, to se pravi ta kruh tudi izvaža in to ne nepomembne količine in to ne, kako bi rekel, kruh, ki je nizke dodane vrednosti, temveč kruh, ki je visoke dodane vrednosti. Nekateri od teh kruhov dosegajo tudi cene preko, to se pravi 5 evrov po kili na maloprodajno ceno. Jaz mislim absolutno, da je to prava orientacija, zaradi tega, ker pravzaprav slovenski trg je pomemben, slovenski trg je za nas vsekakor najpomembnejši, vsekakor moramo biti tako ambiciozni in seveda tudi naša kvaliteta to dokazuje, da stopimo ven. Sama tehnologija seveda do peke je na eni strani za nas priložnost, na drugi strani nevarnost, kakor lahko k nam, to se pravi seveda prihaja kruh od kjerkoli, tako tudi naš kruh lahko gre kamorkoli in seveda v tem je absolutno pač naša pač priložnost. Koliko jo bomo izkoristili, je pač na nas. Tisto, kar me veseli pač, da mnogi med nami to že izkoriščamo in nam seveda omogoča seveda tudi bistveno pač boljše pač poslovanje. Tisto, kar je seveda pomembno doma, je sigurno nelojalna konkurenca in siva ekonomija. Tega vprašanja smo se v preteklosti velikokrat dotikali. Verjamem, to se pravi, da smo se spopadali, kako bi rekel, s tem problemom in da seveda bomo negativne razsežnosti tega, to se pravi vse v pekarstvu zajezili. Določeni koraki so bili narejeni, tudi same davčne blagajne mislim, da tudi peljejo v pravo smer tudi na tem našem pač področju, ker težko si je, kako bi rekel, zamisliti normalen trg, tem, ko pravzaprav sta dva, ki imata zelo različne pač pogoje.
Iz vidika, to se pravi, samih davkov, moram reči, da pač naše okolje je še vedno relativno neatraktivno. Pekovsko industrijo zlasti prizadelo dodatno obdavčitev študentskega dela. Kot veste, mi imamo ogromno teh sezonskih in enkratnih, to se pravi, naročil, ko dejansko moramo na veliko, to se pravi, tudi dodatno zaposlovati. V veliki meri, to se pravi, smo se to seveda posluževali tudi študentov in drugih, to se pravi, sekundarnih oblik zaposlitve. Seveda z določenimi rešitvami so se te zadeve bistveno pač podražile, tako da seveda tukaj bi si še vedno želeli več fleksibilnosti, to se pravi, ker sam strošek dela pri nas je, to se pravi, pomembna pač postavka. Ključno pa je seveda, da to se pravi delamo na tej naši inovativnosti, na razvoju, zaradi tega, ker pravzaprav samo s tem, da pač prodajamo kruhe, ki so visoko kakovostni, z dodatno dodano vrednostjo, seveda lahko zagotavljamo pravzaprav si svoj prostor in tudi ustrezno profitabilnost, zaradi tega, ker seveda, če pekovske organizacije nimajo ustrezne profitabilnosti, se ustavijo investicije, se ustavi tehnološki razvoj in seveda takrat celotna panoga zastane. In mislim, da v zadnjih korakih, v zadnjem času korakamo v pravo smer in s to smerjo je treba samo nadaljevati. Na drugi strani pa tudi upajmo seveda, da se bojo vse te lastniške konsolidacije uspešno in koristno seveda, to se pravi za branžo, pa tudi za ostale deležnike, ki so v celotni verigi zaključile. Skratka, da v mesta, ki so prazna, govorim lastniška, da bojo pač prišli seveda odgovorni, kako bi rekel, lastniki, odgovorni do potrošnika, odgovorni do naše kmetijske proizvodne, do naše domače pšenice in seveda z to našo ambicioznostjo, inovativnostjo in s tem upam, da seveda to se pravi bo jutri pekovski še boljši.